Današnji prispevek o kulturi so pripravili v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Tema, s katero se pogosto srečujemo te dni, je učenje. In zato je čas, da spregovorimo blazno resno o šoli. Desa Muck je avtorica zbirke knjig Blazno resno, kjer na zabaven in poučen način spregovori o temah, ki zanimajo oziroma mučijo mlade. In tako je pred več kot 20 leti nastala tudi knjiga Blazno resno o šoli. In še danes je zelo aktualna in priljubljena med mladimi. Namenjena je predvsem najstnikom, zanimiva pa je tudi za odrasle, saj ponudi vpogled v težave in izzive, s katerimi se soočajo šolarji. In poleg prigod iz šolskih klopi predstavi tudi napotke strokovnjakov, kako hitro usvojiti nova znanja in si olajšati učenje. Verjetno ste tudi sami opazili, da naši možgani niso vedno in povsod sposobni sprejemati novih podatkov. Zato je pomembno, da poznamo trike, s katerimi jih spravimo v akcijo oziroma v boljše stanje pripravljenosti. Nekaj trikov najdemo v knjigi, jaz pa bom prebrala kratek povzetek, kako se hitreje in z manj napora učiti. Prvič, porabimo minuto ali dve za sprostitvene vaje. Drugič, pazimo, da ne ponavljamo veliko smiselnih enot naenkrat, temveč največ 7. Tretjič, skušamo si predstavljati snov na čim bolj zabaven način. Na primer, če si moramo zapomniti, da je delfin sesalec, si predstavljajmo, da z delfinom sesamo po dnevni sobi. Četrtič, razporedimo si snov tako, da si sledijo čim bolj različne, na primer zgodovina in kemija. Če se učimo med seboj sorodne predmete, na primer matematiko in fiziko, drugega za drugim, se možgani hitreje utrudijo. Petič, če se le da, snov ponovimo še pred spanjem, kajti znano je, da si najbolj zapomnimo vsebine, ki se jih učimo tik preden zaspimo. In kako je s plonklistki? Da ti ne bo treba pred kontrolko vsakič celo popoldne sestavljati plonklistkov, si lahko že vnaprej narediš svojo učno kartoteko. Tako, kot jih imajo zdravniki. Potrebnih je le nekaj škatel za vsak predmet in kartončki. Škatlo na sredi razdeliš s kartonsko pregrado. Na kartončke napišeš izvlečke iz vsake snovi. Na primer izraze, ki si jih je težko zapomniti, razlage posameznih pojmov. Pri tujem jeziku posamezne besede in prevode, nepravilne glagole, slovnična pravila in podobno. Vsak dan preletiš svojo kartoteko in ko ugotoviš, da za kakšen kartonček že veš, kaj piše na njem in da ti ga ni treba več prebirati, ga vtakneš v desni del škatle, po katerem brskaš le enkrat na teden, da si malce osvežiš spomin.